Smo pa stopili v mesec maj, kar pomeni... Ko pa tole tle? A so Igro prestolov snemali v tem studiu, ali kaj? Kot rečeno, stopili smo v mesec maj, kar pomeni, da nas čez dobra 2 tedna čakajo evropske volitve, ki bodo po junijskih parlamentarnih in novembrskih županskih že 3. volitve v roku 1 leta. Lahko bi rekli, da smo letos zabili volilni hat-trick. Kar pa se že pozna na proračunu političnih strank. To utegne biti predvsem finančno precej naporno za politične stranke, ki so z izjemo LMŠ v rdečih številkah. Za evrokampanjo bodo tokrat praviloma odštele manj, kot so v primeru parlamentarnih in lokalnih volitev. Tako. Naše stranke se na evropske volitve ne podajo s polno paro, ker so brez prebite pare. Če se slučajno zgodi, da se Šarec letos končno zaposli v Drami in pade vlada, bodo imele stranke za predčasne parlamentarne volitve na voljo vsaka po 500 evrov. Se pravi, da si normalne kampanje sploh ne bojo mogle privoščiti. V tem primeru bo stranka Nova Slovenija najbrž najela jehovce, da poleg svojega materiala od vrat do vrat delijo še njihovega. Stranka Levica bo namesto plakatov po Sloveniji naslikala grafite. Lista Marjana Šarca pa si ne bo mogla privoščiti oglasov na velikih televizijah in si bo raje privoščila na Nova 24 oglase. Naše stranke so trenutno namreč tako zadolžene, da imajo o možnih rešitvah približno toliko idej, kot jih je na soočenju za Euronews imela Violeta Tomić pri naslednjem vprašanju. Should Russia hand back Crimea? I don't know, because it is their own matter. Violeta Tomić na tem intervjuju zgleda kot študent na izpitu, ko mu profesor zastavi vprašanje lih iz tistega poglavja, ki ga ni prebral. Ne vem, mi se v Levici bolj osredotočamo na Venezuelo. Nisem vedel, da je lahko med vprašanji tudi Krim. A se lahko zmenimo, da prijem jesen še enkrat? Če se je Če se Violeta Tomić te dni v tujini bolj slabo reklamirala, pa gre propaganda na tujem teritoriju veliko boljš Francu Kanglerju, ki na hrvaškem otoku Pag ne reklamira prostih apartmajev, ampak kar svojo kandidaturo na eurovolitvah. Če ste na otoku Pag, vas jutraj ob 10 uri vabim v center na kavo. Če me pocukate, vam plačam kavo. Pridite, pa kako rečemo. Pocukate me, če me vidite ležati na plaži. Če me pa po noč najdete v ževjarku ležat, te me pa prosim odpeljite domov. Evo, to je pa dokaz. To je zdaj pravi dokaz. To je zdaj pravi dokaz, da so naše stranke res brez denarja. Še Kangler, ki je ljudski človek, ljudem ne obljublja golaža, ampak samo kavo. Pa ni čudno, da so ljudje nezadovoljni nad Evropo. Še bolj kot pri nas pa so očitno nezadovoljni v Franciji, kjer je lokalni evroposlanec svojo jezo znesel kar nad evropsko zastavo. Na Twitterju je celo objavil posnetek, kako z območne enote davčne uprave v domačem francoskem mestu evropsko zastavo najprej nadomesti s francosko, nato pa jo vrže čez balkon in na koncu še v koš. Če pogledamo na zadevo z druge smeri, on je v smeti vrgel zastavo organizacije, ki mu daje plačo. Kar je približno tako, kot če bi direktor Apple čez logotip svojega prenosnika dal nalepko. Francoski evroposlanec pa ni edini, ki je ta teden povzročil incident z zastavo. V bistvu ta teden ne pride niti med top 2. Za drugo mesto smo poskrbeli kar Slovenci sami in to kje druge kot na Hrvaškem. Slovenski turisti, ki so prvomajske praznike preživeli v Zadru, so tamkajšnjo javnost razburili s provokativno potezo. Na izletu po Velebitu so namreč na najvišji vrh tega gorovja izobesili zastavo nekdanje Jugoslavije. V njihov zagovor Hrvati vsaj mal pretiravajo. Več kot očitno je, da zastave niso izobesili na najvišji vrh. Poglejte, dobesedno za zastavo je vrh višji od tega. Sploh pa ni nujno, da je v tem primeru rešilo za provokacijo. Slovenci namreč na simbole nekdanje Jugoslavije gledamo drugače kot Hrvati. Mi vidimo jugoslovansko zastavo, se spomnimo na životinjsko carstvo, oni pa na etnično čiščenje. Kakorkoli že,
Jugoslovanska zastava na hrvaških tleh nima nobenega mesta, kakor tudi ne na naših. Razlog za to pa vam bo razkrila gospa, ki je zasedla prvo mesto med zastavnimi incidenti. Gospe, ki je na nedeljskem protestnem shodu v Jelšanah zastavo udrihala po tleh, To je Slovenija! 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 Moja država! Nikaj. Še dobro, da gospa izkazuje ljubezen do svoje domovine in ne do svojih otrok. Yo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!